Kot veste, je bila komisija ustanovljena tudi z namenom preiskave domnevnih nepravilnosti in morebitnih zlorab pooblastil v Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja v obdobju prejšnje vlade. V okviru pridobljenih informacij in izvedenih zaslišanj smo v komisiji zaznali resne sume, da je nekdanji direktor Urada za preprečevanje pranja denarja, gospod Damjan Žugl, podatke pridobljene od bank prejemal tudi izven utečenih in s pravilnikom predpisanih elektronskih poti, ki seveda zagotavljajo sledljivost in zaščito tovrstne občutljive dokumentacije. Še več, preiskovalna komisija preverja sum, ki je bil izpričan na enem od zaslišanj, da so bili občutljivi podatki o bančnih računih posameznikov in pravnih oseb, ki bi morali biti v skladu s pravilnikom dostavljeni izključno preko varovanega elektronskega sistema, poslani kar po navadni pošti, pošiljka pa naj bi bila naslovljena direktno na ime gospoda Žuglja. Z namenom, da te sume preverimo in dokumentirano potrdimo, je komisija podala zahtevo za sodni zaseg relevantne dokumentacije. Zahteva je bila naslovljena na Okrožno sodišče v Ljubljani in temelji na 4. odstavku 8. člena v povezavi s 4. odstavkom 13. člena Zakona o parlamentarni preiskavi. Komisija tako od izbranih slovenskih bank preko sodnega zasega zahteva, da predložijo popis vseh zahtev, ki so jih prejele strani Urada za preprečevanje pranja denarja v obdobju od 13. marca 2020 do 1. junija 2022. Popis vse izhodne dokumentacije, ki je bila posredovana Uradu za preprečevanje pranja denarja kot naslovniku ali prejemniku, vključno z seznamom vseh prilog, ki so bile del komunikacije. Izrecno zahtevamo navedbo načina dostave, torej ali je bila dokumentacija posredovana preko elektronskega sistema, po navadni pošti, preko kurirja ali celo kako drugače. Hkrati smo banke pozvali, da v vsakem primeru, kjer ni bil uporabljen elektronski sistem, tudi pojasnijo, zakaj so se odločili za takšen alternativni način dostave. To je ključno, saj interni pravilniki jasno določajo, da se mora dokumentacija izmenjevati preko elektronskega sistema, ki omogoča revizijsko sled, transparentnost, sledljivost in zahtevano stopnjo kodiranja in seveda varovanja tajnih podatkov. Ob tem bi želel poudariti, da banke niso predmet preiskave. Preiskovalna komisija mora ugotoviti, v kakšnem obsegu je domnevna zloraba strani članka stranke SDS, gospoda Damjana Žugla, potekala.